Spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke, poslanski kandidati, kandidatke, prijatelji, vražedije. Spoštovani prijatelji, lepo pozdravljeni. Vesel sem, da sem danes tukaj z vami in da ste vi z menoj, čeprav ste nekateri potrebovali kar dolgo pot, krepko pot, da ste iz vseh koncev Slovenije prišli sem v naše Prekmurje, na Goričko, v Stanjevce. Tudi to dokazuje, da se v Slovenski ljudski stranki in skupaj z njo povezujemo vsi tisti, ki nam ni težko takoj vzeti pot pod noge in ukrepati brez odlašanja, brez cincanja. Da, tudi hočemo in znamo, smo v Slovenski ljudski stranki dokazovali vsa zadnja 3 leta, ko smo kot opozicijska stranka mnogokrat edini prevzeli odgovornost za prave ukrepe, tudi tedaj, ko drugi niso zmogli tega poguma. Si niso upali v ospredje postaviti interes te države. V Slovenski ljudski stranki se zavedamo, da smo z zgledom tlakovali novo pot slovenski politiki. Pot načelnosti in poguma sprejemati odločitve, ki so v dobro vse Slovenije in njenih državljanov. Zavedamo se, da je to prava in edina pot, po kateri mora slovenska politika hoditi v prihodnje. Pot, ki je skupna, tako za vse relevantne politične sile v državi, kot za vse Slovenke in Slovence, če želimo državo popeljati iz krize. Kot sem že včeraj nagovoril zbrane na Zboru za Republiko, je okrepljeno sodelovanje programsko sorodnih strank prvi in pravi, žal pa ne tudi zadostni korak, ko iščemo najboljšo rešitev za Slovenijo. Če želimo izpeljati nujno potrebne reforme, ki vključujejo tudi nekatere kratkoročno nepriljubljene ukrepe, potrebujemo sodelovanje ključnih političnih sil v Sloveniji. Potrebujemo dogovor, da bomo nujno potrebne ukrepe enotno zagovarjali in za njihov uspeh enotno prevzeli tudi odgovornost. Brez tega preprosto ne bomo sprejemati nujnih in potrebnih odločitev. Ponosen sem, da me v teh ambicijah podpirajo ugledni Slovenci, kot so književnik Boris Pahor in karizmatični starosta slovenske politike in prvi predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Ivan Oman, ki sama najbolje simbolizirata to idejo sodelovanja, ambicijo povezovanja s ciljem najboljše prihodnosti za vse državljane. V Slovenski ljudski stranki dajemo pobudo in garancijo, da bomo na osnovi spoštovanja krščansko-ljudskih in vseh temeljnih evropsko-civilizacijskih vrednot naredili vse in še več, da se uspešno soočimo z izzivom krize in Sloveniji kot državi ter državljanom kot posameznikom zagotovimo ne le preživetje, temveč tudi dostojno življenje. Življenje, v katerem bomo ponovno ustvarjali zaupanje in notranji mir. Življenje, v katerem se ne bomo več bali prihodnjega dne, temveč se ga bomo veselili. Prihodnost je za Slovenijo lahko in bo boljša skozi sodelovanje programskih sorodnih strank, pomladi in vsemi političnimi opcijami, ki se iskreno zavedajo razmer in možnosti rešitev skozi sodelovanje. Sedanjost in prihodnost je močna Slovenska ljudska stranka za močno pomladno opcijo, tako kot je močna Slovenija potrebna za močno Evropsko unijo. Hvala lepa.